Pozdravljeni, moje ime je Mihael Žmahar in sem učitelj meditacijske terapije, trener za samozavest in avtor. In danes vam bi rad pomagal se prebuditi. Namreč, opazili ste, da se letni čas počasi menjuje. Mati narava končuje zimo, zadnje snežinke padejo na tla in začela se prebujati pomlad. Ker naenkrat so začeli kliti prvi zvončki in samo vprašanje časa je, kdaj bo začela zeleneti tudi drevesa in cveteti prve rože. Pomlad je obdobje, v katerem mati narava ustvari svojo manifestacijo. Pomlad je obdobje, v katerem mati narava pokaže, česa je v resnici sposobna. Zato je tudi čas za nas ljudi, za vas, za vsakega izmed vas, ki gleda ta video, da začnete manifestirati, da začnete v življenju ustvarjati tisto, kar si v resnici želite na dušnem nivoju. Tisto, kar je vaše življenjsko poslanstvo. Ampak večina ljudi ne zna manifestirati. To sem opazil skozi leta in leta dela z ljudmi, coachingov in ogromno tečajev. Zelo veliko ljudi je pristopil k meni in rekel: "Glej, Mihael, jaz vem, kaj si želim v življenju. Jaz vem, kaj je tisto, kar me resnično kuri znotraj mene. Jaz imam ideje, ampak ni denarja za njih, ni časa za njih, ne vem, kako jih uresničiti, ne vem, kje začeti." In opazil sem, da mnogo ljudi posledično hodi v službe, ki jih ne marajo. Nekateri so celo poročeni ali pa v partnerstvu z ljudmi, ki jih ne marajo. Nekateri živijo v hišah, ki jim niso všeč, in vse preveč ljudi ima izziv s financami. Imajo premalo denarja za tisto, kar potrebujejo, oziroma za tisto, kar si želijo. In razlog za vse te tegobe modernega človeka je pomanjkanje znanja o manifestaciji. Morate razumeti, da človek je naravni manifestator. Ljudje smo se rodili in inkarnirali zato, da bomo ustvarjali, zato, da bomo delovali, zato, da bomo manifestirali. In vsak izmed nas ima zapis manifestatorja v sebi. Ampak kaj je razlog, zakaj večina ljudi ne zna manifestirati, zakaj imajo toliko počasno manifestacijo, zakaj nekateri rabijo 20 let, da spremenijo službo, katero ne marajo, zakaj nekateri rabijo celo življenje, da na primer zgradijo eno hišo. Razlog v tem je, da ljudje ne razumejo procesa manifestacije. Prvi razlog, ki vam bo zelo pomagal, če boste to razumeli, zelo hitreje življenje spremeniti v tisto smer, v katero si želite. Ta razlog učim na tečaju mojstra meditacijske terapije. Ta tečaj se začne 1. aprila, ampak da ne boste to dolgo čakali na njega, vam bi rad že danes dal par video. Ljudje ne zmorejo manifestirati tako močno in hitro, kot si želijo, zaradi tega, ker se ukvarjajo z napačnimi stvarmi. Večina ljudi namreč se v svojem življenju ukvarja že z posledicami manifestacije in ne z manifestacijo samo. In kaj so posledice manifestacije? Vse, kar je v vašem življenju, vse, kar vidite, vse, kar slišite, vse, kar čutite s svojimi čutili, vse, kar vi ste, to je zgolj posledica. To je zgolj posledica nekih preteklih odločitev, nekih odločitev na višjem nivoju energije, in te stvari ne morete spremeniti. Če hočete spremeniti svoje življenje, se ga morate lotiti tam, kjer je sprememba mogoča, in to je na astralnem nivoju sebe. Vsak človek je sestavljen iz dveh delov. Okay? Prvi del je astralni nivo človeka, to je nivo duše, nivo višjega jaza. To je nivo, na katerem se ustvarjajo vse dušne želje, vsa resnična življenjska poslanstva, vsi cilji, ki jih imate za svoje življenje. In drugi nivo je zemeljski nivo, to se pravi očitni, trdni, 3D svet, katerega vsi vidimo s svojimi 5 zemeljskimi čutili. In kaj mora zdaj človek narediti, če želi v življenju ustvarjati? Če želi človek v življenju manifestirati in ustvarjati, rabi najprej v svojemu srcu začutiti svojo resnico. Rabi ugotoviti, kaj je tisto, kar mu je pomembno, kaj je tisto, kar njegove vrednote podpirajo, kaj je tisto, kar si želi v življenju. Ko enkrat človek najde cilj zase ali pa resnično srčno željo, takrat mora to željo zasidrati na informacijsko mrežo, ki obstaja na astralnem nivoju resničnosti. Na astralnem nivoju, to se pravi na energijskem nivoju resničnosti, so zapisane vse možnosti, ki jih imamo ljudi v življenju na razpolago. Naša naloga je samo, da se povežemo z notranjo resnico, potem pa izberemo tisto možnost, katero naša notranja resnica podpira. Okay? In ko enkrat izberemo to možnost na astralnem nivoju, takrat ima vesolje in vse civilizacije, ki delajo z nami, šele realno možnost, da nam to stvar zasidrajo in uresničijo tudi na zemeljskem nivoju. Da vam bo bolj jasno, vam bom dal primer službe.
Predstavljajte si človeka, ki je nesrečen v svoji službi. Okay? Hodi v službo, ki je ne mara, premalo zasluži, ima neprijetne odnose in dela stvar, ki je ne mara delati, ki je ne čuti v sebi. In ta človek si zdaj želi spremeniti službo. Okay? Želi ustvariti manifestacijo. Kaj naredi večina ljudi? Večina ljudi gre na internet, odpre spletne strani, na kateri so objavljena prosta delovna mesta in med stvarmi, ki so jim že ponujene vnaprej, izbirajo tisto, za katero mislijo, da je za njih najboljša. Ampak to, kar oni počnejo, je zgolj delovanje na zemeljskem nivoju. Okay? Če človek želi v resnici najti svojo službo, ki mu je pisana na kožo, v kateri bo srečen, tega ne more početi na spletni strani. Človek mora to narediti na nivoju astralne resničnosti. Človek mora začutiti tisto, kar si želi, nato pa to namero zasidrati v informacijsko mrežo vesolja, zato da se ustvari nova potencialna možnost, katero to vesolje potem s časoma zasidra na zemeljsko raven, kjer se ta potencialna možnost s časoma pokaže kot realna okoliščina. Kako mislite, da znanstveniki ali pa izumitelji izumljajo nove stvari? Tako da grejo v trgovino ali pa pogledajo, kaj je že izumljeno in med tem izberejo nekaj, kar jim je všeč? Ne, sej, če ti izbereš nekaj, kar že obstaja, potem temu ne moreš reči izum. Znanstveniki oziroma izumitelji vedno svoj izum ustvarjajo najprej na astralnem nivoju, in ko je na astralnem nivoju zelo jasna namera ustvarjena, takrat to namero s pomočjo vesolja in seveda dela zasidrajo na zemeljsko resničnost, ker postane tudi trdno resnična. Na takšen način ljudje manifestiramo vse, svoje zdravje, svoje finance, svoje odnose, svojo prihodnost, vse. In če ljudje razumemo, da ne moramo svojega življenja ustvarjati na tem zemeljskem svetu, ampak na informacijskem nivoju vesolja, takrat lahko manifestiramo vse. Okay? To je prvi razlog, zakaj večina ljudi, ki ne razume tega, manifestira počasi. Drugi razlog pa je, da večina ljudi se v življenju ukvarja z napačnimi stvarmi. Večina ljudi v življenju nima ta pravega cilja zase. Večina ljudi, na žalost, ima cilje, ki izhajajo iz ega. To so cilji, za katere so jim drugi ljudje rekli, da jih morajo doseči. To so cilji, za katere so jim drugi ljudje rekli, da so pravi za njih. Človek ne more uresničevati ciljev, za katere so določili drugi ljudje. Človek lahko uresničuje samo cilje in želje, katere ustvarja njegova duša. In če človek želi manifestirati, potem mora delovati na nivoju lastne resnice, potem mora vedeti, kaj je tisto, kar si on želi, ne kaj je tisto, kar si drugi želijo za njega. Večina ljudi na žalost živi življenje po nareku drugih ljudi. Večina ljudi kupuje stvari v trgovini, zato ker so trgovci tako rekli. Večina dijakov gre na tiste fakultete, ki jim starši rečejo. Večina zaposlenih dela tiste stvari v življenju, ki jim šefi rečejo. Potem je logično, da je njihova manifestacija počasna. Če človek želi v življenju močno življenje, če želi resnično hitro manifestacijo, potem se lahko to zgodi samo takrat, ko ima lastne cilje. Ker ko ima človek lastne cilje, ki izvirajo iz nivoja duše, šele takrat ga vesolje podpre v njegovemu potencialu. To se pravi, da vaša naloga ni več, da poslušate druge ljudi, kaj je mogoče. Vaša naloga je, da poslušate sebe in med svojimi možnosti izberete tisto, kar za vas najboljša. In potem vas bojo podprli vsi. Vas bo podprl planet Zemlja z svojimi okoliščinami, vas bo podprlo vesolje in visoke civilizacije, kot so Atlantis, Sirius, Plejade, Avalon in na tisoče drugih, z svojimi kozmičnimi znanji in vam bojo pomagale zasidrati te resničnosti. Kot ljudje delujemo na tak način in to je samo enih majhen delček tega, kar učim na tečaju Mojster meditacijske terapije, lahko ustvarimo tisto fizično zdravje, katerega ljudje želimo zase. Lahko ustvarimo tiste stvari v življenju, za katere smo se rodili. Lahko postanemo dobri v komunikaciji z ljudmi in v uresničevanju svojega življenja. Jaz vem, da je včasih življenje na Zemlji počasno, ampak počasno je zato, ker smo se mi tako odločili. Večina ljudi se namreč osredotoča samo na zemeljski del resničnosti. Zemeljski del resničnosti je zelo majhen del celotne resničnosti. Večinski del resničnosti, ki nam je resnici na voljo,
je neviden človeškim očem, je neviden, je neslišen človeškemu sluhu. Večinski del resničnosti, na katerem se pravzaprav vsa čarovnija dogaja, je intuitivni del resničnosti, je astralni del resničnosti. In če hočemo ljudje dostopati do tega informacijskega polja, če hočemo ljudje dostopati do teh vesoljnih kod, potem moramo biti mirni znotri sebe, potem moramo ovršiti pravila drugih ljudi in slišati svojo resnico. In to najlažje naredite tako, da se vzamete čas za sebe, da meditirate, da delate stvari, zaradi katerih ste vi srečni. Šele takrat boste lahko vzpostavili resničen tok manifestacije in živeli življenje, kakršnega si želite. Vem, o čem govorim, ker tudi jaz sem včasih hodil v službe, ki jih nisem maral, in sem imel finančno stanje, ki ga nisem maral, in sem imel celo izgled, ki ga nisem maral, in sem delal stvari, ki jih nisem maral, in sem zelo dolg časa se rabil učiti na svojih napakah, zato da sem ugotovil, kako svet deluje. Vi tega ne rabite. Če boste začeli delovati v skladu s svojo resnico in vsaj delček tega, kar sem vam povedal, začeli uporabljati v svojem življenju, boste hitreje stopili na svojo pot. Tečaj Mojster meditacijske terapije 1. aprila se začne, to je čez dober mesec. Sem naredil izključno zaradi tega, ker sem ugotovil, da je preveč ljudi tam velik, ima preveč potenciala, ki ga ne izkoriščajo. In čas je, da ljudje, ti močni lideri, stopijo na svojo pot, da uresničijo tisto, za kar so prišli na planet Zemlja, da se naučijo vzpostavljati ravnovesje med svojim egom in med dušo in delati tisto, kar je pomembno. Planet Zemlja je trenutno v neravnovesju, narava je onesnažena in vse preveč ljudi v tej naravi to naravo samo izkorišča. Ni naključje, da je toliko ljudi danes, naprimer bolnih, ali pa da je toliko ljudi depresivnih, ali pa toliko ljudi brez denarja. Vse to globalno, kolektivno delovanje je posledica tega. In čas je, da se začnemo ljudi prebujati znotri sebe. Čas je, da začnemo delovati z visokimi, 5-dimenzionalnimi civilizacijami, ki so včasih delale s planetom Zemlja, danes pa ne morejo več delati zaradi tega, ker je ego na planetu Zemlja postal prevelik, premočen, zaradi tega, ker so se ljudje skrili v svoje ego vzorce, ki jih napaja strah, razočaranje, jeza, ne slišijo več tistega, kar jim vesolje ponuja. In civilizacije, kot so Atlantis, Sirius, imajo manifestacijske zdravilne kode, katere lahko ljudje začnemo danes uporabljati, zato da bo naše življenje močnejše, zato da bo naše življenje se hitreje dogajalo. Ni treba, da se stvari na planetu Zemlja dogajajo tako počas. Ni treba, da ljudje rabimo desetletja, da naredimo neko spremembo. Vse te stvari se na kvantnem nivoju dogajajo v trenutku. Ljudje smo sposobni narediti spremembe tako, če razumemo, kaj moramo v resnici narediti. Moramo se začeti zavedati tega, kar smo v resnici zmožni narediti. In civilizacije, kot so Atlantis, Plejade, Sirius in tako naprej, so tukaj zato, da nam pomagajo zasidrati visoko kozmično energijo, znanja in kode, ki jih planet Zemlja ne pozna, zato da lahko mi začnemo svoje življenja živeti hitreje. In tečaj Mojster meditacijske terapije sem naredil ravno z tega razloga, da združim zemeljske možnosti z vesoljnimi možnostmi in da vsakemu človeku ponudim mešanco energij, s katero lahko naredi tisto življenje, kar si želi zase. Tečaj Mojster meditacijske terapije je razdeljen na 5 aspektov. Prvi je kozmični aspekt, drugi je zdravilni aspekt, tretji je manifestacijski aspekt, četrti je zaščitni aspekt in peti je terapevtski aspekt. In v 5 mesecih tečaja ljudi peljem čez vse nivoje upravljanja energij. Dam jim v roke manifestacijske kode, zdravilne kode, s katerimi lahko upravljajo energijo bolezni, s katero lahko spreminjajo svoj DNK, spominjajo se svojega celičnega spomina, s katerimi lahko svoje možnosti v življenju realno podeseterijo in povečajo za večkrat. Ljudi učim potovati in se povezovati z energijami, z templji teh civilizacij. To je Mojster meditacijske terapije. Ta video je absolutno prekratek, da vam bi lahko povedal vse v njemu, ampak vsi tisti, ki čutite željo, da bi naredili v življenju več, ki čutite, da bi vi postali mojstri meditacijske terapije, da bi začeli tudi z drugimi ljudmi delati meditacijske terapije, ki čutite, da v vašem življenju neka okoliščina, ki vas mori, ki je namarate in si jo želite spremeniti, ste vabljeni na ta tečaj. Začne se 1. aprila, omejena količina ljudi bo začela 5-mesečno pot, na kateri se bomo učili upravljanja vseh teh energij. Vsak izmed vas bo prejel skripto, to je skripta skoraj 200 strani,
v delovnega materiala, iniciacijskih kod, CD-jev, zgoščenk, s katerimi boste delali doma, dobili boste orodja in vse, kar potrebujete, da lahko vsak izmed vas naredi mojstrstvo svojega življenja. Prišli ste na ta planet zato, da naredite mojstrovino. Ne se zapletati z eno in istimi okoliščinami in ljudmi celo življenje. Veste, vse se mogoče zdi, da je življenje dolgo. Vse se mogoče zdi, da imamo ves čas na tem svetu, ampak ga nimamo. Ljudje imamo omejeno količino časa na planetu Zemlja. Imamo samo nekaj kvalitetnih desetletij, v katerih moramo narediti tisto, za kar smo se rodili. Vse potem pride nova inkarnacija, novo življenje. Ampak ta inkarnacija je pomembna. Če ne bi bila pomembna, ne bi bili tukaj. Zaradi tega začnite delati pametne stvari, svojo energijo pa svojim časom. 1. april se začne nova skupina. Vsi tisti, ki čutite znotraj sebe, da si želite več, da si želite delovati za civilizacijami 5. dimenzije, da želite zbuditi svoj praspomin, da želite uporabiti svoje primarne dušne darove, razviti sposobnosti, kot so telepatija in branje energij, verjetnostnih prihodnosti drugih ljudi in okoliščin, ste vabljeni, da se mi pridružite na tem tečaju. Vsi, ki boste končali tečaj, skupina, ki bo končala tečaj, dobi na koncu certifikat, s katerim lahko izvaja meditacijska terapija naprej, s katerim lahko delate individualno z ljudmi naprej. Tečaj je fantastičen, jaz se ga že izjemno veselim. Ko mi čakam 1. april, ko bomo stopili z novo skupino na novo pot, verjamem, da se mi boste pridružili tisti, ki čutite, želim vam vse dobro v življenju in zadnji nasvet, dajte v življenju zahtevati od vesolja tisto, kar si vi želite. Dajte od vseh možnosti, ko so vam na razpolago, izbrati res tisto, katero čutite v srcu. Tako da upam, da se vidimo, do takrat vas pa lepo pozdravljam. Čau!